zgodna diagnostika, da pride bolnik do nevrologa, kjer mu lahko zelo hitro že na podlagi pregleda postavi diagnozo, potem pa da bolnika skušamo glede na zmožnosti, ki jih imamo, nekako vpeti v neko delo, timsko delo, ne. Zato je zelo pomembna ta timska obravnava vseh članov tima, vseh strokovnjakov, ki se kakorkoli ukvarjajo s tem področjem. Tako da, in tudi sodelovanje med vsemi člani tima, neko vlogo ima tudi specializirana medicinska sestra, ki rečemo, da je nekje povezovalni člen med bolnikom, timom, svojci in pa stroko, ne. Morda glih na ta način sva midve s Tino, nisva na istem oddelku delale, ampak nekako jaz zelo rada z ljudmi se kaj pogovorim, kaj povprašam, in ker sem videla, da je ona zelo aktivna ženska, ne, na področju fizioterapije, sva nekako skupaj prišle, ne, in začele tudi sodelovati, ne. Zato se mi zdi zelo pomembna timska obravnava, kar je nekako najbolj pomembno pri obravnavi Parkinsonova. V začetni fazi mogoče še ne toliko, oziroma lahko že bolnika predstavimo fizioterapevtu, če so možnosti, zato ker takrat so mogoče samo kakšni motorični znaki, kognitivno, spominsko je bolnik še v redu in takrat lahko osvoji vse te veščine, ki jih potem, ko bolezen napreduje, dosti težje, ne, ker ima določene težave. Potem je zelo pomembno, da že v začetni fazi vključimo svojce, zato predlagamo, in nekako je tudi želja vseh nevrologov, da se morda bolnik, ko pride na pregled, prvi in potem vsak nadaljnji kontrolni, se mu pridruži skrbnik, partner, mož, žena, kdorkoli, zato ker bolnik pač je takrat vznemirjen, čas je omejen in v tistem kratkem času vse niti ne dojame, ne sliši, vsak nekako po svoje, in če pa oba prisostvujeta pregledu, pa nekako lažje spremljajo potem potek bolezni, napredovanje. Tukaj ima tudi neko vlogo medicinska sestra, ne, ki se z bolnikom še posebej dobi, da mu morda razloži v njegovem jeziku, ker kakšnih stvari bolnik ne razume, ne, da je nekako lažje sprejme to diagnozo, ne. To je ta psihološki suport s strani medicinske sestre. Psihologi drugače nudijo pomoč psihološko. Medicinska sestra pa s tem, ko mu razlaga bolezen, mogoče osnovno terapijo, kakšne stranske učinke, ki so včasih zelo neprijetni po terapiji, ne, to se mi zdi tisti suport, opora bolniku, ki mu nekako olajša sprejemanje, ne. In tisti bolniki, ne, po vseh teh letih sem opazila, tisti bolniki, ki nekako, ker je nekaj bolnikov, ki nikakor ne morejo sprejeti diagnoze, sploh morda kakšni mlajši bolniki, tam je dosti težje sodelovanje potem med bolnikom in pa med nami. Tako da nekako skušamo organizirati potem razna predavanja preko Trepetlike, potem so te edukativno-terapevtski tabori 2-krat letno, ki jih organiziram, ne, s pomočjo vseh naših sodelavcev, ki kakorkoli sodelujejo v timu, v našem, pa tudi kakšne zunanje, kdaj povabim. To je 4-dnevni tabor, kjer se bolniki nekako spoznajo, poslušajo predavanja, vsa predavanja so interaktivna, morda na začetku kdo misli, da bolniki ne bojo spraševali, da jih je sram, ampak veste, potem vidijo prvi dan morda še majčkeno zadržani, potem pa vidijo, da so vsi na isti poti in brez sramu sprašujejo razne težave, tako da se mi zdi, da se dosti stvari tam lahko odpre in se mi zdi to meni, kot po vseh letih kot medicinski sestri, smo največ, kar lahko jaz nudim bolnikom, neko znanje, podajanje veščin in dosti lažje premagujejo vse te dnevne ovire, ki so včasih zelo neprijetne. In seveda je jasno, da čim celovitejša, čim bolj kakovostna informacija zagotovo pripomore k ohranjanju kakovosti življenja obolelega. Absolutno, ne. Nekaj je terapija ta medikamentozna, vse te sofisticirane metode, ki jih pri nas imamo v Ljubljani, potem je pa ta nemedikamentozna pomoč fizioterapevtov, delovnih terapevtov, psihologa, psihiatra, dietetika, pač iz tistega področja strokovnjak, kjer se pojavijo neke prvenstvene težave. Tako da res multidisciplinarna obravnava in pri nas je to zdaj že kar utečena pot, ne, se mi zdi, da imeli smo vzpone, padce, ampak vedno smo se dvignili, ne, ker je zelo pomembna komunikacija, odnos, nekako, da smo vsi na istem nivoju, ne, in tudi sodelovanje v takem multidisciplinarnem timu zahteva tudi od nas, a veste, več znanja,
več izobraževanja, ne, ker nekako na teh sestankih le nekako poročamo vsak s svojega področja mnenja in da smo nekje zelo na nivoju. Ne. Tako da se mi zdi, da to je. Ta tim sva s profesor Pirtoškom že leta, mislim, da pred 90. letom se je začelo, zdaj ga pa zelo uspešno nadaljuje profesor Troštova, tako da sem zelo vesela. Za ohranjanje gibalnih sposobnosti pri tej nevrodegenerativni bolezni pa je izjemnega pomena seveda tudi fizioterapija. Kateri so ključni prijemi, kako pomagate bolnikom? Ja, tako kot je že Lidija rekla, da je to kompleksna diagnoza, je tudi rehabilitacija zelo kompleksna. Zahteva dosti časa, pretežno 1 na 1 delamo, kar nam omogočajo naši zdravniki, in tako kot je Lidija rekla, je bila ona tista, ki je imela posluh sploh za mojo idejo, in sem resnično vesela, da smo to uresničili, kar smo. In sicer, kaj je pomembno pri gibanju, najbolj pač ohranjanje ne samo motorike, mišične moči, mi tle govorimo še o kogniciji in pa kompleksnem gibanju, ne, ki ni sama telovadba. Zdaj vsi vemo, da z vadbo povezujemo enega izmed hormonov sreče, to je dopamin, ravno ta je tisti, ki nam tle nagaja, če lahko tako rečem. In iz tega razloga vemo, da vadba pomaga. Sva pa sodelavka oziroma sodelavka je bila v tujini, kjer je videla, da tam pacienti boksajo, in Lidija je imela tle zame posluh, sem zato večno hvaležna, da smo v slabem letu uspeli to kompleksno vadbo, zelo zahtevno, tako motorično, kardio, tudi kognitivno, upeljati prvi v klinični center na nevrološki kliniki, in tudi fizioterapeuti smo se zato izobrazili preko enega bokserskega trenerja in pa kineziologa Gregorja Gajiča, ki je imel izjemen posluh, da nas je osnove naučil, in zdaj to s pridom uporabljamo, ne. Ker tle ne gre samo za ohranjanje ali pa pridobivanje mišične moči, koordinacije, predvsem ta socialna komponenta, ta pripadnost. Tudi mi pri vadkah hodimo na vadbe, radi pripadamo nekam, ne. In kar sem zdaj videla, ko smo s študijo začeli, ko vadba poteka, jaz moram reči, da sem ful vesela, da imam tako službo, ki jo imam, da sem lahko vesela, telovadim in so pacienti veseli in motivirani. Mislim, da lepše, kot to ne more biti. In predvidevam, da je napredek opazen. Je, seveda je, tudi vsi pacienti so bili skeptični, ki so prvič slišali boks, ker to izraža neko agresijo. To je v bistvu ples, niti ne v ringu, ampak ples dveh, ki morata zrcalno, sinhrono gibati, in je res kompleksno tudi za nas. Torej uporabljati roke, noge, trup, se pravi pri nevrološkem pacientu vse izhaja iz trupa. In mi na tem res veliko delamo. Mislim, da sta bila potrebna samo 2 obiska in so ljudje s takim veseljem prišli, da je bilo dobro videti, no, z veseljem delam to. Kako pa je z dostopnostjo te vadbe z vidika posameznega pacienta? Vemo, da v zdravstvu po organizacijski, logistični plati obstaja nemalo kratkih stikov, žal. Kako pa je pri tej vadbi? Pri tej sami vadbi dostopnost je za vse enaka, torej z delovnim nalogom preko specialista nevrologa ali osebnega zdravnika na podlagi nevrološkega izvida lahko pridejo do nas. Seveda pa, če moram povedati po pravici, da pa to ni v doglednem času, ampak to ne gre samo na račun zdravstva kot takega, ampak predvsem naši terapevti, mi smo zaposleni na kliniki v hospitalu, torej za hospitalne paciente. In ambulanto upravljamo delno in v zelo majhnem obsegu, torej le nekaj ur. Poleg tega je masa ljudi velika in jaz mislim, da je temu za pripisati največ, plus kompleksna obravnava, da je to res 1 ura, ki zahteva enega človeka. Torej, rešitev bi bila, če bi dobili še nekaj dodatnega kadra, verjetno. Mislim, rešitev je cela ambulanta, kot jo imajo v zdravstvenem domu na primarnem nivoju, samo za naše paciente, ne. Torej, primeren, strukturiran prostor, oprema, pa dovolj terapevtov, absolutno, ja. Pa obstaja možnost za to? Mislim, da pri nas ne, ker mi smo, se pravim, v hospitalu, in če bi delali samo ambulanto, potem pacienti, ki so na oddelku za živčno-mišično obolenje, ki so v morda trenutno malo slabši fazi, ravno tako rabijo, in tisti prostori so temu namenjeni. Ravno tako kardiovaskularni oddelek so pa v akutni fazi. Spet ne moremo pustiti teh ljudi, zato smo tam. Tako da ta delna ambulanta je res le nekaj ur in ja, zato čakalne dobe, na žalost.
Lahko jaz nekaj tukaj dodam? Absolutno. Mogoče je zapovedati Tina pa profesor Pirhovšek, ko sta zdaj delata študijo, sta začela. Zdajle dvomesečno To in že potem poteka, v ja. jeseni še dvomesečno. In na podlagi rezultatov te študije bo potem lahko Upamo. tudi, če se bo izkazalo, da je kot nekaj dobro, mi lahko potem to predstavimo kot neko širitev programa fizioterapevtskega in tudi predstavimo na Zavod za zdravstveno zavarovanje, da se to sprejme kot del te terapije za bolnika s Parkinsonom, tako v začetni kot v napredovali fazi. Ja. To je pomembno, zato je ta študija bo dala dosti rezultatov, pri nas je to prvič, ne, in v okviru Moramo tega, nekaj narediti črno na v okviru belem. te neurorehabilitacije na nevrološki kliniki, v okviru ekstrapiramidnega tega tima multidisciplinarnega bo potem lahko en zaključek in se mi zdi, da bo dosti lažje, ne, seveda pa pol drugo na podlagi tega kader in vse ostale organizacijske stvari, ampak ta študija bo dala neke rezultate, ki bojo pomagali verjetno tudi prepoznavnosti in pa neke večje možnosti, da se to formalno spelje. Ne. Ja. Tako, to bo zagotovo konkretna osnova za nadgradnjo. Zagotovo. Ja. Ni še v slovenskem prostoru tega narejenega, tako da zdaj poteka v bistvu. Ravno smo začeli.